Kaj imajo skupnega rockerji AC/DC in Nissan Juke? V bistvu nič kaj, razen da so oboji na sceni že zelo dolgo in še vedno ostajajo zanimivi. AC/DC že od časa dinozavrov vsake toliko zažgejo s kakšnim hudim komadom, Juke pa po manjši lanski prenovi s kakšno hudo barvo. Že tale rumena izgleda vulgarno, v tole vijolično in s temi dodatki pa vsi bulijo. Ampak se res dobro zgleda. In to je od nekdaj Jukeov velik adut. Ne samo zunaj, tudi znotraj s temi belimi dodatki in s tem zaslonom, ki se takole spreminja, ko preklaplja med klimo in programi vožnje. Edino zelo plastično izgleda tole vse skupaj in potovalni računalnik bi bil manj praktičen, samo če bi bilo tole stikalo nekje zadaj v prtljažniku. V bistvu lahko pohvalim tudi položaj za volanom. Seveda se sedi nekoliko više, ampak voznik se s sedežem in z volanom zelo dobro zlije. In sedeža spredaj sta sicer malce majhna, ampak zelo udobna. Je pa zaradi svoje oddaljenosti od tal Juke manj udoben. Da se ne nagiba, je blaženje precej čvrsto, to pa pomeni več poskakovanja in pretresanja. Tudi kar 18-palčna platišča so kriva tule, zato izberite manjša, če se niste preveč zagledali v njih. Čeprav priporočan turbo bencinski motor, je tudi takšen 1,5 litrski turbo dizelski čisto ok. Popije okoli 5,5 litrov in je čisto dovolj živahen. So pa hecni tile programi za nastavljanje motornega karakterja. V načinu Eco motor povsem zamre, res nikamor ne vleče, popije pa ne manj, zato ker ga moram potem ves čas priganjati. Takšen modni dodatek z imenom Juke stane nekaj evrov več od 20 tisočakov. Ni malo, ima pa USB vhod, da si lahko zavrtite kaj od AC/DC. Bom nehal, bo še kdo mislil, da sem na drogah.